En lep dober večer, evo, ponovno Stanja Skaza, ne danes ob 20:20, ampak danes ob 19:12, kajti ob 20:00 imamo čudovito presenečenje v Skazi in sicer bomo uživali z Ladotom Bizovičarjem, pač preko Zooma, ker drugače ne gre, tako da bom poskušala danes eno urco prej malce podeliti z vami, kako zastaviti cilje za leto 2022 in da bodo ti cilji zamisljivi, na nek način uresničljivi in predvsem to, da res poznate, da je ta vaša sreča v vas in da so vsi odgovori v vas. Upam, da ste v redu, upam, da imate krasne dneve, predvsem te decembrske dneve, kakorkoli, no, tudi jaz lahko rečem, delamo, Amanda, kako mi je lepo, Amanda, prav sončica si tako, vedno me razveseliš, prva Amanda si jo že prav zapomnem, evo Marinka tudi, absolutno. To so osebe, ki se mi zdi, da je tako, kot da jih že poznam, tako da, ne vem, v drugem letu upam, da boste zmanifestirali in da tudi ve prišle 11. k meni na zabavo. Dajte si to kot plan, noter kot cilj in napišite, da bi se želeli. Mogoče bom pa tudi to danes odprla temo, če bi kdo želel 11.1. se pridružiti na moji tiskovki, pa potem tisti mogoče zabavi, ki jo imamo postavljeno za naprej. Ok. Je rekel moj mož, kako ti to vse uspe? Zdaj sem pravkar končala Zoom, imeli smo Zoom glede obredov, ker gremo 7. januarja na obred ljubezni in sedaj tudi nadaljujem malce nekaj z vami. Naj vam povem, da v letu 2022 bom nadaljevala z mojimi Zoomi, ker ne Zoomi z live, se opravičujem z live, evo pozdrav iz Kočevja, krasno, zaradi tega, ker je to tudi tako, to nekako že mi zlezlo v to rutino, da je prav, da to naredim, da je prav, da podelim in na tak način tudi vi lahko vidite mojo osebnostno rast, kako se spreminjam, kaj je tisto, kar vam dajem, neke uvide, odgovore, ki sem jih sama skozi svojo življenjsko zgodbo udejanjila, implementirala, kakorkoli bi se to slišalo. Tako da bom z vami, je pa vsekakor, da bom pa svoj urnik v letu 2022 malce drugače spremenila. Ok, če se spomnite mogoče nazaj 2 leti, ko sem se odločila narediti ta korak, da sem odšla iz Skaze, kar pomeni odšla iz Skaze, samo prepustila upravljanje našim direktorjem. Res je, da se izredno malo ukvarjam s podjetjem Skazo, vendar imam pa še vedno, sem izredno emocionalno vezana na naše ljudi v podjetju, in mi zelo veliko pomeni, ko moji sodelavci rastejo, ko moji sodelavci si dovolijo pogledati vase, spoznati vse tiste svoje potenciale vase. To pomeni dejansko, da si dovolijo zaupati sebi, ne dvomiti vase in slediti tem svojemu poslanstvu. Evo, in danes je nekako to tudi moj ta live usmerjen v to, predvsem v to temo, katero bi želela. V 2 letih moje transformacije, veste, najprej je bilo to govora, gospodarstvenica zelo težko karkoli govori o osebnostni rasti, ampak jaz bi lepo prosila, ne bom govorila o osebnostni rasti, ni fora o osebnostni rasti, ampak preobrazba, to pomeni življenjska preobrazba tvojega načina življenja, kako gledaš prej na življenje in kako gledaš danes. Če se danes vprašam, sem vsako leto bolj hvaležna. Če se spomnim, 10 let nazaj sem si postavljala drugačne cilje, kot si jih postavljam danes. Imela sem manj strpnosti, bolj sem želela se drugim dokazovati, kot pa dejansko danes sledim sebi. In ko si sledim, je tudi tako, da upam, da vam zgledom pokažem, da tudi vi to zmorete. Upam, da vam pokažem, da ko si boste dovolili pogledati vase, si zaupati, ni stvari, ki jo ne morete uresničiti. Vendar naši dvomi so tisti, ki nam konstantno dajo, a lahko, ali ne morem. In to je skozi ta naš Če bi mi ta prepustili srčku, bi bila ta zgodba totalno drugačna. No, in danes preden se dotaknem nekih ciljev, sem želela vam eno zadevo pokazati, ki sem se jo naučila na transakcijski analizi. Imam krasne sošolke in sošolce. Uživam, to so predavanja, kjer noro, kako dobro se imamo. Mislim, da smo se povezali, 2-krat smo bili skupaj v tem letu.
in smo že bili na zaključku in se počutimo kot eno, resno, to je tako, nekako se čuti, da smo pravi skupaj se našli, dovolimo si pokazati svojo ranljivost in tudi dovolimo pokazati, kje smo pa dobri. To pomeni, nismo v maskah, ampak dovolimo si odpreti te naše, pokazati našega notranjega otroka. In mi je bilo krasno, kaj sem spoznala, čeprav sem že prebrala veliko knjig o transakcijski analizi, navdušila me pa moja Ana Šuštaršič, je bilo zanimivo, to je zdaj že nekaj časa nazaj, kjer smo spoznali dve coni. In tega se bom najprej dotaknila, če lahko čisto malo, ker sem tudi jaz potem gledala, kjeri coni sem bila jaz in kdaj sem prišla na drugo cono. Obstajata dve coni. Ena je cona preživetja, druga je pa cona oziroma kvaliteta življenja. In ne glede na to, ali vi prihajate iz skromne družine ali prihajate iz premožne družine, odvisno, kakšen mindset imate vi, oziroma kakšno razmišljanje, kakšne vzorce, ki ste jih podedovali, dobili, to tudi prenašate naprej. To ne pomeni, da naprimer cona preživetja je primer tisti, ki samo dobijo svojo plačo, in rečejo, ne mislim plačo, ki delajo samo za plačo. Lahko so tudi noter, ne vem, uspešni poslovneži, lahko, ali poslovnice, da ne bomo to napačno razumeli, lahko so ogromna podjetja. Primer, poznam lastnike podjetij, kjer so 3-krat večji kot Skaza in kadarkoli rečem čestitam za vse uspehe, ki ste jih naredili, ki jih delate in mi vedno tako rečejo, toliko pa toliko ljudi smo zaposlili, toliko pa toliko ljudem je še potrebno plače dati, in skozi. To pomeni, živijo v coni preživetja. In v coni preživetja je samo, če gledamo 365 dni, rečemo nekje okrog 30 dni, smo mi srečni. Bom kar dala tja, da ne bom manifestirala drugače. To pomeni, to je tistih 30 dni, ko rečemo, bom zbrala naprimer za enega zaposlenega ali pa za enega uspešnega poslovneža ali pa poslovnico, gospodarico ali pa gospodarstvenico. To je mogoče, če zdaj rečemo nekoga, ki je v službi, vsakega 12. ali pa 15. dobi plača, enkrat mesečna plača, dopust, ko gre na dopust, potem kakšne rojstne dneve in kakršnekoli zabave, če se zgodijo. In če pogledamo, to je tam nekje cirka 30 dni. Od 365 dni so one cirka 30 dni srečni. Medtem ko v kvaliteti življenja in ti ponavadi v coni preživetja, to je druga, to bom pol malo kasneje, v kvaliteti življenja je pa to obrnjeno, kar pomeni, da od 365 dni smo mi srečni. 330 dni, tistih 30 dni ali pa 25 dni, je pa tisto, ko se vprašamo, ko se nam karkoli zgodi, rečemo, zakaj se je to zgodilo? Je že moglo priti z nekim razlogom. Ampak takrat malce se ustavimo, pogledamo iz drugega zornega kota, kdaj smo tudi mogoče močno utrujeni in se nam zgodi, da bi sem ležali 2 dni. Razlika med prvim pa med drugim je, in jaz sem v kvaliteti življenja, ne bom rekla dolgo. Če sem, rečemo 1 leto, pa mogoče malo več, ali pa največ 2 leti. In v tem je to, mislim, ta cona kvaliteta življenja ti reče, jaz se vprašam, sama se imam rada in ko se imam rada, zgledom kažem drugim, da tudi oni to lahko počno. Pomeni, krasno mi je, ko vidim moje stranke ali pa moje sodelavce srečne, vendar zavedam se, da sem najprej jaz tista, ki je prav, da sem srečna in da to srečo pokažem in da na tak način se oni učijo. To pomeni, v kvaliteti življenja postavljaš sebe na prvo mesto, uči se postavljati sebe na prvo mesto, zaveda se, da vse, kar se ti dogaja v življenju, se ti dogaja v tvoje najvišje dobro, kar boš ti naredil, ali pa v tvoje manj dobro, ampak zaveda se, da si ti kreator svojega življenja. V coni preživetja se pa usmeriš na druge, kako želiš drugim ustreči, kaj hočeš za druge narediti. Kolikokrat slišimo, rečemo, toliko sem pomagala, pa ni nobene pomoči. Kaj je poanta? Pa toliko drugim želim dati ljubezni, oni pa meni nič ne dajo. Če ti nimaš tega, je zelo težko dati. Kvečemu še tisto, kar imaš, razsipaš. Jaz sem bila sigurno v tej. Če se spomnim, v podjetju sem bila dostikrat, pa spomnim se, kadarkoli, a bomo lahko to, kako bomo drugo leto, skozi sem o tem razmišljala. Zdaj se samo prepustim toku. Zdaj se prepustim toku in ta tok mi potem pokaže, kaj je moja pot naprej. Kam lahko grem še naprej. Dobro, to sem vam želela pokazati, preden bomo zdaj postavljali cilje,
pa razmišljali, kaj je dobro za leto 2022. Pa še to, čakaj, da vidimo pa še to, jaz sem nekaj, da bom 20 minut, danes bom res kratka, 20 minut, 20 minutah pa končamo. Kako bo gospodarstvenica učila, pomagala ljudem na osebnem področju? Danes sem še toliko bolj prepričana, da človek, ko ima zagotovljeno varnost, dosti lažje pristopi ljudem, kot pa ko dela, iz tega, da ima v podzavesti ta občutek, rabim zaslužiti, kaj bom naredil. In danes tako pravim, da vsi tisti, ki me spremljate, že iz mojih videov lahko velik korak naredite, resnično velik korak. In če tisti, ki ocenjujete, da mogoče, bom drugače, zdaj sem čist, zdaj mi je zašlo. Hotela sem povedati, da danes toliko bolj sem v svojem stebru, toliko bolj verjamem v to, da karkoliko vam govorim, vem, da lahko naredite spremembo. Moja pot je odlična zato, da si lahko pogledate mojo spremembo. Moja knjiga je ena taka inspiracija ljudem, ker vsak sleherni dan, ko preberete vsaj kak odlomek iz moje knjige, lahko vidite, kako sem se postavila na svoje mesto, kako sem si vzela čas zase, koliko je to pomembno delati na tem. Kolikokrat, ko sem imela nek občutek krivde, sem rekla, v redu, to delam zase, ker če bom to delala zase, bom to znala prenesti tudi na otroke. In jaz vse, kar si želim, da zgradim z ekipo, to pomeni čim večjo skupnost, da se zavedate to, kar sem včeraj posnela, da se opolnomočimo en drugega, da se zavedate svoje kvalitet in da ne želite oziroma imeti vseh, kar ni potrebno, ker zato imamo sodelavce, zato imamo prijatelje. To je včeraj en tak odličen, ne vem, dokaz tega, kaj lahko naredijo ženske, ko moje boginje, ki so se prišle družiti na križarjenju z menoj, kako smo naredili neko skupnost in tudi dovolili bomo vsem drugim, da se priključijo zraven. Hitro. Što je tisto, ko hočeš v 5 minutah vse povedati, cep, pa ti ne gre v 5 minutah vse narediti. Vmes. A veste, zadnjič, ko sem predstavljala tisto krasno obliko, kot sem imela Gorana. Tako si želim, to je Ana Bandel, boginja, ki je tudi z mano, videla to na obredu, da je res boginja in da šiva krasne obleke. No, kmalu bo tudi na spletni strani, da bom pokazala, kdo je. Potem imam krasno osebo, ki odlično pleše, ne ka plešeš, ki moraš skozi koreografijo umeti pržgan, ampak si dovoli srček odpreti. Tako da, drage moje, vse tiste, ki ste iz Ljubljane, zdaj Maja je iz Ljubljane, Maja je naredila to skupine, boginje plešejo, a veš pa ne zdaj tisto, kar reče, jaz se pa ne počutim boginja. Seveda se boš počutila, ko boš odprla svoj srček, ko boš odprla svojo sakralno čakro, se bo ta boginja tudi prebudila noter. Zato je potrebno čas, to ne gre od danes na jutri, dovoliti si. Poglejte, kak moj video, tako 3 leta nazaj, pa danes. Boste videli, koliko se človek spreminja. Tako da, če boste želeli, super, odlično, naša Maja sprejema. Jaz bi srčno želela, čeprav imamo eno zlato damo, mislim, da jih imamo več v Velenju, ali bo ta dama v Velenju to naredila, se bom povezala zdaj z njo. Resnično si želim, da ženske čim več plešemo, pojemo, da res poznavamo sebe, in da dovolimo moškim, da so moški in mi, da prijemo to svojo žensko energijo. Zdaj pa na kratko, da se lotimo nekih ciljev za leto 2022, kaj bi vam zaželela. Potem sem si pa prejle hitro tako malo napisala, kaj je meni pomagalo na moji spremembi, da sem danes takšna, kot sem, da danes se imam rada, res se imam rada in dobro se počutim v svoji koži, ne glede na to, ali imam kako kilco več ali ne, jo znam nositi, jo znam sprejeti, dobro se počutim z mojim partnerjem, lepo se počutim, kamorkoli grem v družbo, to pomeni, me ne moti nobena več energija, ampak si dovolim biti v svojem stebru in pač tako je. Ampak kaj mi je pa na tej poti pomagalo, da sem lahko prišla do tega. In resnično vedno bolj opažam, da dokler ne boste si dovolili spoznati svojo hvaležnost in videti svojo hvaležnost,
mislim, videti svojo hvaležnost. Hvaležni bili za majhne korake. Majhni korak je že to, da ste hvaležni, ker ste se zbudili. Majhen korak je to, da to, kar danes počnete, da ste hvaležni, da to imate. Mali koraki so tudi to, da ste hvaležni z družino, katero ste ustvarili. Ne vem, jaz imam 2 krasna sinova, krasnega moža, čudovito mamo, res odličnega brata, kaj takega človek res lahko samo zaželi, prečudovito taščo, resnično tako, kaj šele pa vse potem naprej. Ko to znate sprejeti, ko ne boste več obsojali, ko boste našli svoje vzorce v teh ljudeh, kateri so zraven vas, se bo vaša okolica tudi spremenila. Ampak ne na ta način, da jo boste vi spreminjali. Eni bodo odšli iz vašega življenja, ker boste videli, da je čas, drugi bodo pa prišli in vas bodo sprejeli takšni, kot ste, in tudi vi njih. In nekaj ciljev, ki bi bili zelo dobri, preden postavljate neke finančne cilje, neke poslovne cilje, tisti, ki vam lahko dajo krila, da resnično živite to, kdor ste, in da uživate v tem, kar počnete, so najbolj enostavni cilji. In tako, malo sem jih napisala, čak da vidim, ker res ne bi želela 20 minut, po 20 minutah, 4 minutke še imam. Naprimer, hvala, da je to cilj, hvala, ker si dovolim biti to, kdor sem. Dajte si dovoliti biti to, kdor ste. Da ne rabite biti, ne vem, Lojska, Jožica, Cvetka, Božo, ne vem, Igor, kdorkoli, ampak da se sprejmete, da ste res to, kdor ste. In ko to napišete v želji, jaz tačno upam, da pišete pisma, to ne bi zdaj še enkrat šla, da pišete pisma, ker to sem lani govorila o teh pismih, jaz vsako leto pišem pisma zame, moj mož napiše zase in potem napišem za otroke in tudi oni potem napišejo zaradi tega, da malce vidimo, kako delamo, kakšne napredke delamo. Da smo hvaležni, kaj smo naredili v enem letu, da rečemo, to smo naredili. Naprimer, en tak cilj za leto 2022 bi bil izredno dober, da bi rekli hvala, ker verjamem vase. To je predvsem pomembno, ko vi vidite, ko se vam srce odpre, bingljajo iz vas ven, pršijo, ekspanzija vaših idej. In tega vidite ogromno, lahko to. In to dela srček, to ne dela In potem se vi naslednje jutro ali pa komu začnete govoriti in se pri vas pojavijo dvomi. A je to možno, a to lahko, a to ne. In to dela strah. In ta strah, ki se mu reče, je naš razum, ki potem začne tuhtati, tehtati, kalkulirati, a je to možno, a bo to, kaj bo drugi rekli, če mi ne bo uspelo. No, tako veliko z mojih osebnih zgodb delim včasih z vami, da včasih rečem, moj mož mi reče, pa ti res moraš vse povedati. Pa jaz tako rečem, pa vse to je, lej, zakaj pa ne, če je to se zgodilo, pa vse slišijo. Naprimer, jaz bi si srčno želela, jaz imam brata, ker je izredno inteligenten, resnično inteligenten. Jaz sem prepričana, da on sploh je šolo kar tako končal, zelo ga je zanimala zgodovina, tako, ampak ne dovoli si narediti nek korak naprej, ampak kaj je ta njegova največja zavora, kaj bodo rekli drugi, če to ne bo uspel. To je prva zadeva in ta druga zadeva, katera je, ko je naredil diplomo, ko je, pa ne, to je naredil pred 5 leti, ko je končal fakulteto, je bilo to njemu tako, ja, naredil sem bil pa toliko star čez 40 let. To meni ni znal biti hvaležen za to, kar ima, ampak, dragi moji, se pravim, ko bi si samo dovolil, če sem jaz danes taka, kot sem, si lahko mislite, kakšen je tudi moj brat, če bi si dovolil živeti to, kdor je. Ampak, lej, okolica je močnejša in ti strahovi zapirajo, nas zapira do srčka, da nam srček pokaže kreativnost. Ok, ena taka, ki se mi je zdela tudi pomembna, zaradi tega, ker nimamo radi spremembno, jaz sem zdaj tista, ko grem se smučati, ne rada smučam, resnično ne rada smučam in se grem naslednji teden smučati in sem rekla mojemu možu, jaz sem odprta za spremembe, jaz grem se smučati, ampak če mi ne bo pasalo,
naredila bom vse, da mi bo odlično, če mi ne bo pasalo, bom rekla, ok, super, probala sem, videla sem, je pa to kot nek hobi, ne bom pa zdaj to ful veliko napora vložila. Želim, da mi srček sam pove, ali je to zame ali ni. No, in ena izmed takih ciljev, želj, ki bi bila dobra za vas, bi bila ta, to pomeni hvala, ker si dovolim sprememb ali pa ker se odpiram za spremembe. Hvala, ker lahko si samo, ne vem, tudi tako, da greš iz črne na blond, da narediš, ne vem, spremembo neko v življenju, da si dovoliš slišati sebe, da nisi samo tukaj, da obstajaš, ampak da si dovoliš živeti. Ja, en tak cilj, ki se je meni zdel dober, da nimamo samo tistih, pa želim zaslužiti to, pa to, Jaz, ko sem prenehala to pisati, takrat so se mi cilji uresničevali. Ko sem pa pisala, wow, da bomo leto toliko dosegli, da bomo v temu toliko dosegli, pa ni bilo nič podprto z emocijo, z mojimi občutki, moje občutki sreče, notranjega miru, ljubezni, iskrenosti, pozitivne naravnanosti. Nič. Ti pa so me potem peljali naprej in me samo vodijo. Dragi moji, jaz sem prepričana, da moja pot je samo navzgor. Moja pot je 5 let, če delam, v 5 letih potem se prepustim življenju na način, da sem več s partnerjem, tako smo se zmenila, ampak v teh 5 letih bo sestavljena odlična ekipa, ki bo to gradila naprej. Hvala, ker se vsak dan zbudim srečen in imam svoj notranji mir. My God, kaj je lepšega, kot doživeti svoj notranji mir, da ga začutiš, da res na polno veš, da si tukaj in zdaj. Ni lepšega na tem. Potem hvala, ker poslušam, ta se mi je zdela, to bi bilo zelo vesela, če bi jo pripisali, zato ker ena izmed mojih afirmacij, ki sem jo ponavljala tako ful dolgo, to mi je moja draga Amadeja enkrat rekla, je bila to, da sem bitje, to pomeni, sem bitje luči, resnice in ljubezni. Sem bitje luči, resnice in ljubezni. In ko to afirmacijo izrečem, pozitivno izjavo, verjeli ali ne, pri meni celo telo zavibrira. Na začetku nisem vedela sploh, kaj pomeni. Potem je bilo ful dolgo, da jo poistovetim. Danes jo živim, danes čutim to afirmacijo. Sem polna ljubezni, govorim samo resnico, iskreno, zato ker to želim in nič drugega, ker se zavedam, če govorim resnico, resnica pride do mene in želim svetiti, ker če svetim, bom pripeljala v svoje življenje in bom obdana s točno takimi ljudmi, ki svetijo. In take ljudi ne zanima, kaj se s korono dogaja, kaj je tam, kaj je ono. Mi se ukvarjamo s tem, da si ti srečen in ko ti najdeš svojo srečo, potem veš, da to lahko preneseš na druge. Ok, no, en cilj tak, ki bi bil dober, da bi si ga postavljala. Hvala, ker poslušam svoje srce, ki me vodi po poti, naprimer, da ne rečemo, takoj sem bitje luči, ki me vodi po poti ljubezni, resnice in svetlobe. Mogoče kaj takega, da ga usmerite. Hvala za vse obilje, ki mi ga življenje daje. Dovolite si, da vidite obilje, da vam pripelje novo osebo. Dovolite si, da tudi kakršenkoli izziv pride do vas in ta izziv ga sprejmete kot svojega in rečete, wow, kaj mi ta izziv sporoča, kam mi hoče pokazati, kateri je moj naslednji korak. Dajte si to dovolite. Hvala, ker se vsak dan zavedam svoje lastne vrednosti. Oh my God, to je tudi bil eden izmed mojih največjih. Lastna vrednost. Če imaš vzorec manj vrednosti, tokrat moraš bolj buildati to svojo vrednost. Dajmo si potem dati cilj. Hvala, ker se vsak dan zavedam svoje lastne vrednosti in se sprejemam. In ko ti sprejemaš sebe, rečeš, ok, to pomeni, zavibrira od cene, od stranke, vse zavibrira noter v vas. Ko vidite stranko, zavibrira. Je to stranka, ki je za vas ali ni stranka? Zavibrira posel, zavibrira produkt, zavibrira podjetje, karkoli, vse, ker si to dovolite, ker si dovolite spoznavati svojo lastno vrednost. Ok? Da vidim še. Ta se mi pa, to je bilo pa tako, da vmes se kdaj povežem z meditacijo, mislim, kad delam na meditaciji in pa rečem, prosim, daj mi uvide, ali so kakršnakoli sporočila, ki želiš, da jih prenesem naprej, ali da je tako, da lahko povem. Tako da določene informacije, ki vam jih dajem, so tudi nekatere, ki jih dobim, zdaj ne bom govorila o kanaliziranju pa tako naprej,
to delajo strokovnjaki na tem, jaz nisem kanal za to, jaz jih dobim, ki jih potem vam sporočim. Ne? In je en tak, ki se mi je zdel, da en tak cilj, ki bi ga pa res želela, da bi ga vzeli za svojega, ne? Ki je meni tudi pomagal. Hvala, ker sem osvobojena mnenj drugih. Lahko obrnete karkoli. Hvala, ker sem osvobojena mnenj drugih. Karkoli nekdo drug misli, naj misli. Ampak to ni moj izziv. Če bo mislil dobro, bo prišlo do mene dobro. Ne ukvarjamo se s tem, kaj nekdo misli, ampak smo odprti, da misli dobro. Ko pa mislimo, kaj misli Tanja o meni, kaj misli Janja o meni, kaj misli Vesna o meni, kaj misli to, kaj misli. Zdaj odvisno, če gremo dol, ni to. Nika Gizela sem videla, drugače sem videla, da nekdo bere, pa ena izmed naših boginj, ki pleše in se odpira, kot ona boginja. Ja, res, danes cela cvetim, ker sem imela včeraj krasen dan z boginjami, pa vsak dan imam tak, no. Dajmo še zraven noter, hvala, ker sem vredna, ker se počutim vredno, hvala, dajmo si to vrednost, dajmo si to lastno vrednost ali pa vrednost zraven. Če ne, lejte, še danes, ko sem, imam napisano do zadnji, vidite 2 seznama, kjer imam, upam, da vidite, kjer imam, jaz sem bitje luči, resnice in ljubezni, potem vredna sem, ker, ko imam kadarkoli kak slab dan, če me karkoli nekaj razjezi, rečem, hitro prebrati, kje lahko se napolnim, da se počutim vredna in da se počutim v svojem stebru. Ok, to pa je tudi to. Mislim, da sem čisto na začetku rekla hvala, ker delam to, kar želim in uživam pri svojem delu. Upam, da sem vam kaj takega, to vam že prej povedala, zdaj vam sem rekla, nisem. Hvala, ker uživam ali pa ker delam to, kar želim in uživam pri svojem delu. Ana. In tudi, če danes ne počnete tega, boste delali čez čas, ker ste si posadili oziroma posadili to seme oziroma odločili ste se, da bo to vaš cilj. Pa dajte te cilje pred finančnimi cilji. Ok? Dragi moji. Življenje je res lahko lepo. Življenje je lahko, če bi bilo možno, seveda, da bo to možno, ko bomo imeli šolo, pa ko se bo skupnost povečevala, pa zdaj že imam cirka 100 ambasadork, ki to prenašajo na druge. No? Bi vse te moje krasne boginje, ki ste napisale notri, resnično, jaz ko sem brala, ko sem dala, da bom preživela, da bomo postavljali prave temelje, vrednote, konkretno, kdo v resnici smo, ko sem brala, meni je bilo noro lepo, toplo pri srčku, vse bi vas imela, sem pač, nimam vas kam dati vse, no? Ampak sem prepričana, da to se bo tudi zgodilo. No? Tako da za vse tiste, ki ste karkoli napisali, boste imeli z mano Zoom, in se bomo na Zoomu dotaknili, da vidim, sem več kot 20 minut, seveda, 30 spet. Boste imeli z mano Zoom, kjer bomo samo nekako mal, seveda jaz vam zdaj ne povem tega, ampak bom, to pa prav, to tudi malo zadržim zase, bom dala usmeritve, kako lahko oseba tudi pride do teh osnovnih svojih temeljev, Evo, moja žažura, mislim, moj mož je nabil tako glasno, da zdaj je pravi čas za končata. Tako da boste z mano na Zoomu, naredili bomo to v januarju, 6 oziroma ne 6, še 2 sem zbrala, ker eno Janjo, tako prav čutim jo in ne vem, kako mi je všla ven, tako da Janja, moja draga, tudi ti si del te zgodbe, 8 jih bo pa podoživljalo, začutilo, da bo odprle srčka in delale spremembe. In srčno upam, da jih boste videli prej in potem tudi kasneje. To pa bo moje darilo vam, dragim boginjam, tudi dragi princi, kdorkoli že gleda, dragi popolni moški, bodite popolni, zavedajte se, bolj ko boste znali svojo boginjo dati na prestol, bolj bo ona vam tudi odpirala srčka. Ok, to je to. Krasne praznike vam želim. Ne vem, če se vam bom javila, včasih bi vam se javila vsak dan, včasih pa si tako predstavljam, da si želim, da ste povezani s svojo družino, ne da gledate Tanjo Skaza. Tanjo Skaza, vzamite tiste informacije, ki so vam blizu,
ostalo pa bodite s tistimi, ki jih imate radi, odmaknite se od Facebookov, ne skozi fokusirati se na ljudi, ki kažejo neko srečo, dajte to začutiti, dajte iti noter v to, pa ne iti na to, če eni rečejo, to je najboljše, aha, to je sigurno dobro. Dajte začutiti, dajte odpreti srčka, ampak če si boste to napisali med cilje, sem prepričana, da drugo leto bo vaše srce vedelo, kaj je za vas prav in kaj ni. Za nekoga je prav, da zdaj žura nekje v zunji, tam, jaz bom pa žurala z mojim možem in se bova imela krasno ob gledanju Lado Bizovičarja. Vse dobro vam želim in se kmalu spet vidimo.